Tovarišice in tovariši, pozdravljeni. Današnji nagovor bom začel z dogodkom izpred enega leta. Konec aprila lani, ko smo v parlamentu po 4 letih vztrajanja dosegli zvišanje socialnih pomoči, mi je sledilec Erik na Facebooku napisal naslednje sporočilo, citiram: "Bravo mesec, lenuhom ste dali 88 evrov, delovnemu narodu pa 25. Vsaka vam čast, še jutri bom dal odpoved." Konec citata. Lahko si predstavljate, da to takrat ni bilo edino sporočilo te vrste, kar je logično. Celo desetletje smo spremljali grozljiva poročila o revščini, o ljudeh, ki hodijo na hrano po Rdeči križ, o ljudeh, ki živijo v mrazu, pa si ne morejo privoščiti kurjave, o ljudeh, ki jim odpada omet ali pa ki so zboleli in ne morejo več delati. Kljub temu so ob dvigu socialnih pomoči za reveže šli vsi v zrak. Na desnici so zagnali propagando, da podpiramo lenuhe, kot da je revščina nekaj, za kar se človek odloči. Ministrstvo za delo je govorilo, da se ne bo več splačalo delati, kot da je v 21. stoletju edini motivator za delo prazen želodec. Državni svet pa je zbiral podpise za veto na zakon, namreč zaradi pomoči revežem naj bi zmanjkalo denarja za ceste. No, Eriku sem takrat odgovoril naslednje. Erik, pozdravljeni. Dvig socialnih pomoči je glavna spodbuda za dvig plač. Ljudem se ne sme splačati delati za 400 evrov, 500 evrov. Delodajalci, ki se preživljajo z izkoriščanjem, bodo morali ponuditi boljše plače ali pa zapreti vrata. Zato se tudi ob dvigu socialnih pomoči že 2 leti borimo za dvig minimalne plače na 700 evrov, kar bo ena od naših glavnih zahtev pri pogajanju o naslednji koaliciji po volitvah. Odgovoril mi je: "Rad bi verjel vašim besedam, ampak po letih praznih obljub in razočaranja človek ne verjame več nikomur, razen samemu sebi." To se mi zdelo razumljivo, od politikov smo se namreč vsi v zadnjih 25 letih kar nažrli praznih obljub. No, pred par dnevi mi je Erik pisal ponovno in napisal takole, citiram: "1. maja 2018, ko sem od vas dobil odgovor o minimalni plači, mu nisem verjel. Do zdaj." In nadaljeval: "Z vsem spoštovanjem, hvala, da ste edini, ki držite besedo." Besedo smo držali, to postaja zaščitni znak Levice. Po dvigu socialnih pomoči smo do novega leta poskrbeli še za dvig minimalne plače. Letos se je dvignila s 638 na 667 evrov, čez 10 mesecev bo postala obljubljenih 700, glavni korak pa bo storjen leto kasneje, z novim letom 2021, ko v veljavo stopi formula, da minimalna plača nikoli več v Sloveniji ne bo smela biti manjša kot 20% nad minimalnimi življenjskimi stroški. Tako smo, odkar smo se zadnjič srečali v Kinu Šiška pred enim letom, položili 2 temeljna kamna na poti v demokratični socializem. Prvič, vsak, ki dela, mora biti za svoje delo dostojno plačan, in drugič, nikogar, ki ne more več delati, država ne sme pustiti na cedilu. To je po naši zaslugi v Sloveniji poskrbljeno. Tovarišice in tovariši, z malo zamude sem nam vsem skupaj dolžan voščilo. Naša stranka je namreč pred točno enim tednom praznovala 5 let. Zato mi dovolite, da se vam na tem mestu najprej zahvalim. Za vse, kar smo v zadnjih letih skupaj preživeli, za vse vašo aktivistično delo, za pobude in programske predloge, za vse tiste dneve, popoldneve, vikende in večere, ko bi lahko bili prosti, pa ste se odločili, da boste vlagali v stranko. Za vso potrpežljivost, ki ste jo izkazali, predvsem pa za vse upanje in energijo, ki jo tej stranki dajete. Levica, tovarišice in tovariši, to ste vi.
Ko smo pred 5 leti, torej 1. marca 2014, ustanavljali koalicijo Združena levica, smo gradili stranko okrog 3 premis. Prvič, da bomo v nasprotju z neoliberalnimi strankami mi stali na strani delavstva, revnih, ponižanih in razžaljenih. Drugič, da v nasprotju z levoliberalnimi strankami to prizadevanje pri nas ne bo samo fraza, ampak namen, zaveza in obljuba. In tretjič, da bomo obstoječ neoliberalno-kapitalistični družbeni red izvali z novim političnim konceptom, ekološkim in demokratičnim socializmom. Kot je zaznal Erik, ki mi je prvič pisal z veliko skepso in tistim sentimentom "vsi politiki ste isti", smo se doslej vseh teh premis držali, čeprav so dvomili v nas. Leta 2014 nam ni nihče verjel, da lahko uspemo. Spomnim se, da je nek komedijant se na radiu šalil, da smo neki politiki iz gozda. Pa smo v nasprotju z njegovim omalovaževanjem bili za tem presenečenje na prav vsakih volitvah, ki smo se jih udeležili. Preživeli smo vse porodne krče in zgolj po 5 letih postajamo ena od najvplivnejših strank v tej državi. Kljub uspešni prvi 5-letki naše stranke pa smo, predvsem zaradi naše drugačnosti in mladosti, še vedno stalno deležni pokroviteljskih pripomb in paternalističnih pogledov, ki jih lahko opazite vsakič, ko prižgete TV. A nanje se ne bomo ozirali, pač pa bomo polja boja razširili in pokazali, da zmoremo čedalje več, da smo iz meseca v mesec močnejši. Z vlado smo prav ta teden, par dni pred kongresom, sklenili sporazum, s katerim se postavljamo na čelo boja proti prekarnosti, reševanja stanovanjskega problema, dviga davkov na kapital, ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Ob tem pa smo v sporazum zapisali še, da se bo vlada končno lotila pokojninske reforme, ki bo poskrbela za dostojne pokojnine vseh, tudi tistih 78 000 upokojencev, ki so bili omenjeni na začetku in kljub 40 letom dela živijo pod pragom tveganja revščine, da se bo prenehalo z razprodajo državnega premoženja in ustanovilo demografski sklad, ki bo s tem premoženjem dolgoročno in odgovorno upravljal, in da se bo izvedla davčna reforma, ki ne bo, tako kot vse doslej, razbremenjevala bogatih, bremen pa valila na srednji razred in na revnejše, ampak bo pravičneje obremenila bogate in kapital. Postavili smo se na čelo reševanja teh problemov, o katerih se v slovenski politiki govori že leta, desetletja, četrt stoletja. Zaradi tega nas spet nekateri označujejo za pravljičarje, vsaj tako berem na Twitterju. Odgovoril bom z Eleno Ferrante, avtorico genialnega neapeljskega cikla, ki pravi takole, citiram: "V pravljicah ljudje delajo, kar hočejo, v resničnem življenju pa delajo tisto, kar lahko." Konec citata. Skeptikom zato odgovarjam z njeno parafrazo: v Levici delamo tisto, kar bi slovenska politika zadnjih 25 let lahko delala, pa ni. In dodajam, delamo tisto, kar bi slovenska politika zadnjih 25 let morala delati, pa ni. Zato lahko danes mirno rečemo, da se tej stari politiki čas izteka. Trbovlje, ki niso mesto, ampak stanje duha, kot smo slišali v uvodu, so bile z celotnimi revirji, ki jih obdajajo, za nas levičarje vedno vir navdiha. Ti knapovski kraji, ki so nastali zaradi premoga, med njimi cementarno in elektrarno, pa se je spletlo trdo, sajasto, proletarsko življenje, so se v naš kolektivni spomin zapisali svojo nepopustljivo revolucionarnostjo. Tu se je prvič na Slovenskem praznoval 8. marec, ki smo ga praznovali včeraj, v Trbovljah prvič leta 1911. Prav na mestu, kjer danes stoji Delavski dom, je prišlo do prvega spopada med Orjuno, jugoslovanskimi nacionalisti in komunisti. Tu je bila leta 1937 ustanovljena Komunistična partija Slovenije, ki je le 4 leta po svoji ustanovitvi postala vodilna sila v zmagoviti osvobodilni fronti. Kljub temu, da je bila država, ki so jo postavili po vojni, proletarska, so se knapi upirali tudi tej.
Trbovlje so namreč kraj, kjer se je zgodil prvi štrajk v Jugoslaviji. In ne nazadnje, v revirjih so se rojevali umetniški projekti, ki so se v 80. letih postavili na čelo prizadevanj za demokratizacijo takratnega jugoslovanskega komunizma, jugoslovanskega socializma. Zgodovina je tako zasavske knape izbrala za svojo avantgardo. In ponosen sem, da sem prav tu v Trbovljah bil prvič izvoljen za poslanca in ponosen sem, da prav tu z današnjim kongresom pišemo prvi list v poglavju evropske zgodbe naše stranke Levice. Tako kot so uporni knapi spreminjali Slovenijo, moramo mi Evropo. Večina težav, ki nas pesti zadnje desetletje, namreč ni toliko slovenskih, kot so evropske. Reševanje bank z milijardami proračunskega denarja ni bil slovenski, ampak evropski problem. Varčevalni ukrepi niso bile slovenska domislica, ampak evropska. Vzpon nacionalistične desnice, ki je reakcija na te evropske probleme. In je razumljiva, ker na odločanje v EU državljani in državljanke nimamo resničnega vpliva, nacionalistična desnica seveda predlaga umik nazaj v nacionalne okvirje. Vir problemov je torej nedemokratičnost EU. Ta nas državljanov ni nikoli vprašala, ali se strinjamo, da krizo, ki je države niso povzročile same, rešujejo same in to z milijardami svojega proračunskega denarja. V Evropski uniji nismo imeli nikoli izbire, ali hočemo varčevalne ukrepe ali ne. Tudi če je bila v državi izvoljena vlada, ki jih je zavrnila, so ji v Bruslju zvili roke in jo prisilili, da dela obratno. Še pomnite Grčijo, tovariši. In nikoli nas niso v Evropski uniji vprašali, ali se strinjamo s tem, da se nasedle banke in sklade rešuje tako, da se države zadolžujejo pri bankah in skladih. Samo leta 2009 so tako države, da bi rešile banke in sklade, pri bankah in skladih najele za 400 milijard evrov dolga. To je Evropa finančne oligarhije, ki nam vlada preko institucij, na katere državljani nimamo nobenega vpliva. In na evropske volitve gremo, da zavrnemo tako Evropo, na evropske volitve odhajamo s 3 glavnimi zahtevami. Prvič, za demokratično Evropo. Evropo, ki nas bo državljane in državljanke vprašala, kako želimo živeti in delati. Evropo, ki se ne bo na nas obrnila samo s kakšnimi PR akcijami, kot je tista potem, ko 10 let delajo vse po svoje, nas vprašajo, ali hočemo zimski ali poletni čas na uri. To ni demokracija, to je farsa demokracije. Pa seveda, da se ne razumemo narobe, sem za poletni čas. Drugič, na evropske volitve odhajamo z zahtevo za socialno Evropo. Evropa se ne sme graditi okrog fiskalnih pravil in skupne vojske, ampak na skupnih socialnih standardih. Namesto da Evropa svoje države sili v tekmo do dna, torej katera bo ponudila nižje davke in manjše plače, da bo bolj privlačna za investicije finančnih trgov, je treba narediti obratno. V Evropi je treba postaviti minimume, minimalne obdavčitve, minimalno skupno plačo, minimalno skupno varstvo delavcev in zaposlenih. Evropa, če hoče preživeti, mora postati tisto, kar nam je obljubljala, da bo, ko smo se ji pridruževali, torej varuh evropskih socialnih držav, ne pa njihov grobar. In tretjič, na evropske volitve odhajamo za zeleni New Deal. V Evropi se je kriza, ki bi lahko bila rešena v 2 letih, vlekla praktično celo desetletje. Vzdušje je zato razumljivo pesimistično in paranoično. Tudi zdaj, ko nam gre relativno dobro, je v našem pogledu v prihodnost, ko razmišljamo o letu 2022, 2025, predvsem nek strah pred novo krizo. V Evropo je zato treba vrniti upanje. In zato rabimo ambiciozen načrt. V Levici se, skupaj z evropskimi tovariši in tovarišicami, ki so nas danes obiskali, prizadevamo za zeleni New Deal v Evropi, to je obsežen investicijski načrt za zeleno prenovo, ki bo prvič dokončno odpravil pesimistično vzdušje, drugič
Evropo pravočasno pripravil na spopad z morebitno novo gospodarsko krizo in tretjič, to je glavno, predvsem Evropo pripravil na pretečo podnebno in okoljsko krizo, ki bo največji izziv človeštva v našem stoletju. Tovarišice in tovariši, na EU volitve se podajamo, da Evropo reformiramo, preden bo prepozno. Da izborimo Evropo, kjer ne bo, kot pravi Erik, le praznih obljub in večnega razočaranja, ampak upanje in optimizem v prihodnosti. In upanje v letu 2019 je tisto, o čemer smo začeli govoriti pred 5 leti, ko smo se prvič zbrali. Demokratični, ekološki in socialistični preporod. Tako v Sloveniji, tako v Nemčiji, tako v Franciji, tako v Britaniji, tako na obeh straneh Atlantika. Naj živi svetovna revolucija.